Dobro jutro, drage dame, spoštovani gospodje. Vsi se vračamo po poletju v jesenske dni. Verjamem, da ste si nabrali novih moči za nove izzive, ki nas čakajo v prihodnjih dnevih in mesecih. Jaz osebno se zelo veselim novih oddaj, novih prijetnih pogovorov. Mi pa gremo danes najprej na jesenske dogodke. Enega tak prav posebnega pripravljajo v Klubu poslovne odličnosti Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V studiu zato lepo pozdravljam Majo Fink. Dobro jutro in dobrodošla v oddaji. Dobro jutro. Za začetek najprej nekoliko informacij, kaj sploh klub je, kako je nastala ideja in s čim pravzaprav se v klubu tudi ukvarjate. No, naš klub ima že kar lepo tradicijo. Namreč obstajamo že kar 23 let. Prvotno je bil klub ustanovljen kot klub tajnic Dolenjske in Bele krajine, saj so ga sestavljali večinoma člani in članice s poklicev tajnica, tajniki, poslovni sekretarji. Potem skozi leta se je klub nadgrajeval, zaupanje v klub in v delo kluba so spoznali tudi drugi kadri. Tako so se pridružile računovodkinje, kadrovniki, direktorice, samostojne podjetnice. Tudi samo članstvo je nekako napredovalo na svojih delovnih mestih, se razvijalo, izpopolnjevalo in tudi sam poklic se je razvil. Tako smo nekako postali potem poslovno odlični in se v letu 2019 tudi preimenovali v klub poslovne odličnosti Dolenjske Bele krajine. Ampak niste edini tak klub v Sloveniji? Ne. Več klubov nas je. Klubi smo bili do lanskega leta tudi združeni v Zvezo poslovne odličnosti. Žal je zveza prenehala z delovanjem, saj ni bilo več nekako zagona, zato smo se klubi odločili, da gremo naprej samostojno pot. Tako da naš klub dela na tem, da se širimo in letos smo priključili tudi Posavje. To je bila naša dolgoletna želja, ker nekaj članov in članic Posavja nas je dalj časa spremljalo, niso imeli ravno poguma, da bi ustanovili svoj klub, zato smo našli skupno pot in združili znanja, prijateljstva in smo postali klub 3 lepih pokrajin. Kaj pravzaprav sploh pomeni poslovna odličnost? Mogoče, da tukaj malo dava več informacij. No, poslovna odličnost v bistvu pomeni biti najboljši v tem, kar počneš, da si odličen, da si poslovno odličen. Namreč vsi se ukvarjamo z zelo različnimi dejavnostmi. Tudi naši člani imajo zelo raznolike aktivnosti, ukvarjajo se z zelo raznolikimi dejavnostmi in si želijo biti pri tem najboljši, se pravi poslovno odlični. Kaj pa v tem pravzaprav cilj kluba? Cilj kluba, v bistvu glavni in poglavitni cilj, največji, je organizacija izobraževanj, delavnic, izpopolnjevanja znanja, prenos znanja med člani. Potem se ukvarjamo tudi z organizacijo športnih in družabnih dogodkov, ki so tudi del tega, da se sprostimo in se izmenjamo znanja in izkušnje na bolj sproščen način. Smo pa tudi humanitarno aktivni. Vsako leto organiziramo vsaj eno humanitarno akcijo in tako pomagamo ali različnim družinam in organizacijam pri njihovem delu, da jim pač na ta način gre lažje. Kako se pa povezujete tudi z ostalimi klubi, recimo, kakšna povezovanja so to? V bistvu so do sedaj povezovanje potekalo večino preko zveze. Enkrat letno smo imeli dogodek, dan zveze, ki izhaja nekako iz našega dneva kluba. In na tem dogodku smo se dobili vsi klubi. To je bil podoben dan, kot ga pripravljamo mi, izobraževalne narave, motivacijske delavnice, prenos znanj, druženje. Sedaj, ko pač zveze ni več, smo se odločili, da tudi v našem klubu peljemo to povezavo naprej in so tako na dan kluba, na naš dan povabljeni tudi vsi ostali klubi. Mogoče pa se srečamo tudi konec leta na silvestrovanju. Omenila ste dogodek, ki ga pripravljate v prihodnjih dnevih. Tvoj nasmeh je tvoj logo. Zakaj gre? No, lahko rečem, da je to naš največji dogodek leta, naš top dogodek,
ki ga nadaljujemo sedaj po dnevu zveze. Se pravi, kot sem že omenila, pred 11 leti smo imeli prvi dan kluba, ga vsako leto nadgrajevali, imeli različne tematike, potem smo organizirali tudi prvi dan zveze v Beli krajini, potem je nekako to raslo in v nas je še vedno tlela želja, da imamo ta svoj dan, velik dan, ki ga lahko ponudimo članom, drugim klubom in seveda tudi širši javnosti. Bo top dogodek, namenjen osebnostni rasti, povezovanju, izpopolnjevanju znanja, prijaznosti, nasmehu. Kako ste izbrali ime v klubu? Je to skupna odločitev ali jih vas več predlaga? Kako to izgleda sploh? V klubu pričnemo aktivna delovna skupina že konec leta pripravljati dogodke za prihodnje leto. Se pravi, nekako razmislimo, kaj bi imele. Pripravljamo tudi anketo za članstvo, kjer jih povprašamo o tem, kaj si želijo, katere delavnice, katere aktivnosti, katere znanja jih zanimajo in potem nekako probamo združiti s tem, kar imamo. Se pravi, vemo, da finance v klubih niso neomejene, zato poskušamo vključiti tudi znanja svojih članov. Imamo kar nekaj članic, ki so nam že predavale s svojih strokovnih področij in to potem nekako plan postavljamo. Ampak tak dan, kot bo ta dan, se pravi, tvoj nasmeh je tvoj logo, za sabo potegne veliko več aktivnosti, veliko več dela in ker smo v bistvu vse članice in člani zaposleni, ta dogodek nastaja v našem prostem delovnem času. In v bistvu probamo izkoristiti vse svoje potenciale in vsa znanja, ta raznolika znanja, ki jih člani ponujajo. Dogodek, v bistvu smo napeljali v to smer, tvoj nasmeh je tvoj logo, ker je to tudi en del našega novega slogana in vemo, da vsak nasmeh že zjutraj lahko nekomu prav polepša dan. In izhajali smo iz tega, da v bistvu naš logotip je naša osebna blagovna znamka in med tem spada tudi naša podoba in naš nasmeh in to, kako prijazni smo do soljudi. Vemo namreč, da živimo v svetu, ki je nekako ratal trd, osoren, ni več prijaznosti, srečujemo se, gremo en mimo drugega, kot da ne obstajamo. In smo nekako pozabili na tiste naše osnovne vrednote, ki nas nič ne stanejo. Se pravi, en prijazen nasmeh in prijaznost ter ena lepa beseda. V klubu niste samo ženske, a ne? Ne. So tudi moški? Tudi moški, res, da so v manjšini, ampak tudi člane imamo, ki nas nekako v določenih situacijah delajo še močnejše in zelo se veselimo, če se nam pridruži še kakšen član in uvidi, da je dobrodošel tudi v ženski energiji, da malo povleče ven, da v bistvu nas tudi člani naučijo nekaj novega, mogoče kakšnega drugega vedenja, ki ga ženske nimamo. Torej nekako ravnovesje potem v klubu, na eni strani ženska energija, na drugi strani moška. In je veliko lažje potem iti skozi vse vrednote, o katerih sva prej govorili. Mogoče da omenim, da klub ima ves čas nekako vpletene moške in tudi klub je imel predsednika. Se pravi, da niso ves čas vodile samo ženske in imele glavno besedo samo ženske, ampak je bil med vsemi temi predsednicami do sedaj tudi en moški. Pa dajva zaupati gledalcem, kakšna je sploh sestava, ne? Vi ste predsednica, kaj je potem pod vami, kakšne so funkcije? Imamo upravni odbor, imamo podpredsednico, sekretarko kluba. Podpredsednica kluba je tista, ki vskoči na pomoč predsednici, se pravi, zastopa, če predsednica tega ne more, podaja ideje, sodeluje na sestankih. Sekretarka kluba je tista, ki nam nekako pelje vso papirologijo in skrbi za sestanke, zapisnike, pripravlja informacije, povezuje, pripravlja statut, nekako te stvari, za katere predsednica in podpredsednica ponavadi nimata časa. Potem imamo pa tudi še dve članici. Se pravi, upravni odbor je tisti, ki se odloča o določenih zadevah, ki jih podpre, poda mnenje. Imamo pa tudi razširjeno potem še aktivno delovno skupino,
Zdaj trenutno lahko rečem, da ta aktivna delovna skupina je kar široka, namreč sestavljajo kar 12 članic, ki so videle interes v tem, da pokažejo svoje znanje, da pokažejo svoje sposobnosti, da se pokažejo pri organizaciji dogodkov. Tako da ta aktivna delovna skupina je pa tista, ki pripravlja dogodke, si razdeli naloge, usmerja. V aktivni delovni skupini lahko izpostavim tudi medgeneracijsko sodelovanje, saj imamo res od najmlajših pa do najstarejših, tudi tistih, ki so že upokojene. In potem včasih te mlajše imajo ideje, ki jih potem te starejše kolegice nekako usmerijo, utirijo, da včasih ne skrenemo kam preveč s poti. Ampak na koncu vedno sprejmete skupno odločitev, Tako, ne? vedno. Koliko časa ste predsednica kluba? Jaz sem klub prevzela leta 2020, se pravi, zdaj ga vodim drugi mandat, prihodnje leto zaključujem, tako da upam, da bo moja naslednica zadovoljna in da bo v bistvu dala klubu toliko, kot sem jaz, ker klub je v bistvu nek naš otroček, ki ga gojimo in s katerim želimo v bistvu predstaviti sebe, pokazati, kaj znamo. In tudi nekako v bistvu vodenje kluba je kot vodenje neke manjše organizacije, ne? Ves čas moraš držati ljudi, jih spodbujati, motivirati, predvsem pa zato, ker smo vsi zaposleni in večina aktivnosti poteka v prostem času. Kar ni vedno lahko, a ne? Uskladiti vse obveznosti. Tako. Vrniva se k našemu dogodku. Zapisali ste, a ne, da bo poudarek na pozitivni energiji, navdihujočih poslovnih zgodbah, osebni karierni rasti. Nekaj primerov govorcev, ki ste jih izbrali za ta dan. Kaj se bo vse dogajalo? No, ta dan bo res čudovit dan, poln energije in mreženj. Dan bomo začeli sproščeno, ob jutranji kavici in klepetu. Potem nas bodo v uvodu pozdravili govorniki, zaenkrat ostajajo še skrivnost. Nato nadaljujemo z okroglo mizo poslovno odličnih. To sestavlja 6 gosti, 6 naših članic, ki imajo za sabo prav unikatne svoje zgodbe, večinoma samostojne podjetnice. Tako bomo gostili 2 Belokranjki, 2 Posavki in 2 Dolenjki. Da bo ravnotežje. Da bo ravnotežje in tudi predstavimo in povežemo celotno članstvo, vse 3 pokrajine. Potem osrednja gostja je Polona Požgan z predavanjem Prijazno je biti prijazen. Njena energija, v bistvu nekaj članic nas je že bilo na njeni delavnici oziroma, kako bi rekli, predavanju. In v bistvu nas je prevzela. Njena energija, prijaznost in o teh zadevah, ki govori, ki izhajajo iz njenih življenjskih izkušenj, dvignajo in dajo motivacijo za naprej. Potem bomo na dogodku gostili tudi bazar, kjer se lahko predstavijo naši člani in sponzorji. Predstavili bodo svoje izdelke, svoje storitve, tako da nekako bo tudi to nek predlog, zdaj, ko prihajajo jesenski dnevi, pa zimski, kaj kupiti za poslovna darila oziroma na koga se obrniti, ko potrebujemo pomoč pri določeni storitvi. In še nekaj presenečenja, tako? Presenečenja. Maja, midve bova sedaj naredili kratek premor. Mi gremo tudi na našo rubriko, stalno rubriko, ki se imenuje Napovednik dogodkov. Vabljeni na naslednje dogodke, ki bodo popestrili vaše dni. 1. septembra vas vabimo na predavanje o pripravah na trgatev, ki bo potekalo v Kulturnem centru Semič. Odkrite skrivnosti uspešne trgatve in se pripravite na obilico groznih užitkov. Gasilska veselica skupino Čikas na igrišču v Vrtičah vas tudi vabi. Pridružite se zabavnemu vzdušju ob glasbi in druženju. 2. septembra bo Eko 2023, potapljači za čisto Krko v Lokah pri Novem mestu. Lahko obiščete mesečni sejem pred KKC Dolenjske Toplice. Preverite bogato ponudbo lokalnih izdelkov in se prepustite raziskovanju stojnic. Vabi vas tudi noč na Krki v Lokah pri Novem mestu. Uživajte v čarobnem vzdušju ob reki Krki ter se prepustite nočnim dogodivščinam. 3. septembra pa vas vabimo na koncert Klemens Lakonja in Small Band Ni da ni v gradu Brestanica. Pridružite se glasbenemu spektaklu, kjer se bo Klemens Lakonja prelil v različne glasbene ikone.
Literarni večeri na robu poletja z gostom Karlom Gržanom v parku Rastoče knjige Novo mesto. Preplet besed in narave vas bo popeljal v čarobni svet literarnih doživetij. 7. septembra bo koncert Trio Vivere v gradu Brežice. Uživate lahko v izvedbi klasičnih skladb v čudovitem okolju gradu. Prav tako vas vabi Art Kino, nostalgija v KC Janeza Trdine v Novem mestu, poglobite se v filmsko vzdušje preteklih časov in se prepustite nostalgičnim trenutkom. Vljudno vabljeni, da se pridružite dogodkom, ki bodo obarvali vaš september z nepozabnimi doživetji. Drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli nazaj v našem studiu še vedno Maja Fink, predsednica Kluba poslovne odličnosti tukaj v Posavju, Beli krajini in Dolenjski. Govoriva o vašem največjem dogodku, ki ga pripravljate v letošnjem letu v klubu. Pa me zanima, osebna rast, veliko se govori o njej, veliko se govori o poslovnem uspehu. Na kakšen način bodo posamezniki, udeleženci si lahko na tem področju recimo pomagali skozi ta dogodek? V bistvu skozi vse te zgodbe, ki jih bodo predstavili naše gostje, motivacija, včasih zakaj je dobro stopiti iz cone udobja, zakaj si je dobro upati. In v bistvu predstavljene bodo tudi vse ovire, ki jih je potrebno premagati, ampak vsi jih lahko. In ravno to je tisto osebni uspeh, tako na poslovnem kot osebnem področju. Motivacija med predavanjem Polone, tega absolutno ne bo manjkalo, novih zagonov, potem ko slišiš in po koncu začutiš, imaš voljo za nove zmage, ta predavanja nas vedno dvignejo. In se mi zdi, da bi lahko večkrat imeli kaj podobnega, ker vemo, slišimo, potem gremo v službo, smo en teden top, energija, prijazni, potem pa počasno nas ritem spet potegne v tisto staro fazo. Tako da ta dogodek in vsi ostali dogodki delajo v smeri osebnostne rasti, da se dopolnjujemo, da se izpopolnjujemo, da si menjamo znanja, ki nam potem pridejo prav tako na osebnem, poslovnem in na vseh ostalih področjih. Zakaj dogodek ravno septembra? Ja, kot sem že prej omenila, plan začnemo postavljati konec leta. Nekako probamo slediti trendom, kaj se dogaja določen mesec. Potem pa tudi tak dogodek potegne za sabo veliko več aktivnosti in veliko več organizacije. Ostali manjši dogodki, butični, ki so namenjeni bolj članom, je nekako lažje organizirati. Tukaj za sabo potegne tudi to, da rabimo sponzorje, da rabimo promocijo, da rabimo predstaviti naš dogodek, da se dogovorimo z vsemi vpletenimi. In potem smo nekako gledali, da je to čas jeseni, ko se otroci vrnejo v šole, ko se zaključijo dopusti in ko vsi rabimo neko motivacijo in dodaten zagon, da lahko nadaljujemo potem v te jesenske in zimske dni, ki so ponavadi že tako in tako malo bolj turobni. Potem nekako mogoče nismo niti na začetku razmišljali 9.9. ob 9. uri. In ko sem malo preverjala, kaj pomenijo 3 zaporedne številke, 9, je to angelsko število, ki pomeni, da se bodo neke zadeve zaključile, ampak bojo iz tega zrasle nove. Zato tudi jaz verjamem, da bo ta naš dogodek zaključil neko obdobje in naredil nekaj velikega za nas za vnaprej. In za vse udeležence seveda tudi. Za naprej, Bo možna kakšna interakcija med gosti in med udeleženci dogodka? Seveda, ja. Tudi ena glavnih stvari tega dogodka je mreženje. Zato smo vmes namenili dovolj odmorov, dovolj časa, da se gostje povežejo, da se udeleženci povežejo, da lahko povprašajo gostje okrogle mize, da lahko povprašajo Polono za nasvet, da lahko vprašajo nekoga, ki ga mogoče ne poznajo, da se med tem spletajo neke nove prijateljske vezi, neke poslovne vezi. Kot sem omenila, je naše članstvo res raznoliko in ponujajo ogromno in do sedaj se je izkazalo, da v bistvu člani in vsi ostali udeleženci najdemo vedno neko povezavo, neko novo referenco in potem v bistvu nastanejo iz tega neke lepe nove poslovne zgodbe.
Glede na to, da se dogodek bliža, je še možna kakšna prijava? Seveda, prijave so še možne. Nekako smo gledali na to, da je dovolj prostora, da je prostor odprt, tudi oni so nam prišli nasproti za tak dogodek. Tako da seveda prijave so odprte, dobrodošle. Imamo odprt poseben obrazec za prijavnico. Torej poiščejo na spletni strani, na naših družbenih omrežjih, ves čas delimo, ves čas pripenjamo linke za prijavnico, tako da le nekaj klikov. En klik in smo tam, ne? Tako. Omenila ste, da klub ustvarjate v svojem prostem času, ampak vseeno, kako se potem financirate, če vse je na prostovoljni bazi? Ja, financiramo se iz dela članarin. Naj omenim, da naša članarina je sicer zelo nizka, 20 evrov znaša. Tako da največ delamo na sponzorstvih in donacijah. Imamo nekaj podjetij, ki v nas vidijo potencial in nas podpirajo vsako leto. In smo zelo veseli, da jih imamo, saj gre z njimi veliko lažje. In s tem, ko v bistvu imaš neko finančno ozadje, lahko tudi članom ponudiš ugodnejše oziroma brezplačne udeležbe na teh dogodkih. Financiramo se pravi, članarine, donacije, potem so pa tudi neki minimalni prispevki pri določenih dogodkih, ker drugače pač ne gre. Koliko članov je v tem trenutku? Trenutno 66. Kakšen je cilj za naprej, recimo? Cilj je, da se širimo, da rastemo, da v nas najde zaupanje in z nami gradi novo zgodbo še več članov. Že prej sva omenili, da se lahko vsi pridružijo tudi v klub, v članstvo, ampak vseeno, kakšni so cilji, kakšna je vizija v prihodnosti? No, v bistvu je tako, da mogoče nas ta zgodovina malo omejuje. Namreč, kot sem omenila, klub je nastal kot klub tajnic in kasneje tudi poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine. In marsikdo še vedno misli, da ni dobrodošel v našem klubu oziroma se mu zdi, da ne paše zraven. In naš cilj je ravno ta, da želimo poudariti, da smo v bistvu postali veliko širša skupnost, da so med nami uspešni podjetniki, kadri zelo različnega področja, ne samo v pisarniškem poslovanju, saj naš klub nekako ponuja delavnice izobraževanja, ki so namenjene vsem, tudi tistim, ki niso izključno na tajniškem poklicu. Ampak zakaj pa je bilo takšen poudarek na začetku na klubu tajnic? To je bila prav vizija, ideja? Tako. V začetku je bila ta ideja. Združile so se tajnice in poslovne sekretarke, poslovni sekretarji Dolenjske in Bele krajine, imeli ustanovni sestanek in nekako peljali to zgodbo. In ta zgodba se je skozi leta spreminjala ravno zaradi tega, ker so določeni napredovali na svojih delovnih mestih, šli na druge poti. Zaupanje pa so videli tudi nekateri drugi kadri. In v bistvu tudi mi smo potem postali poslovno odlični, da se počutijo dobrodošli tudi ostali in da nekako širimo te nove poti, nova znanja, da pridobivamo novo članstvo, da izmenjujemo nova znanja, da si pomagamo. Kajti velikokrat je tudi na delovnem mestu kakšno vprašanje, ki ga takrat ne moreš rešiti, vprašaš kolegico z kluba, ki veš, da počne podobne stvari, ti da nasvet in tako nekako si želimo tega povezovanja, tega nadgrajevanja, izmenjave mnenj in dopolnjevanja. In zato tudi dogodek, ki bo v prihodnjih dneh. Ali potem dobite tudi kakšne povratne informacije, tisti, ki se udeležijo dogodka? Imate, da je dobro, da je kaj slabo? Ja. Ljudje zelo radi pokritizirajo. Tako, ponavadi je tako, da kritiko takoj slišiš, pohvalo malo kasneje, ampak načeloma smo tako zelo odprti in se že na samem dogodku po koncu dogodka pogovorimo, kaj je bilo okej, kaj ni bilo okej. Vemo, da popolne stvari ne obstajajo in vedno so nekje neke napake,
ponavadi jih vidimo samo mi, organizacijski odbor, ostalim se ne zdi tako. Ampak ja, povratna informacija, sploh po takem dogodku, kot je tale, bo dobrodošla. Bomo verjetno tudi pripravili eno anketo, da potem člani povejo, oziroma vsi udeleženci, ne samo člani, kako se jim je dogodek zdel, kaj pričakujejo, kaj bi mogoče dopolnili, spopolnili in kaj bi slišali v prihodnjem letu. Kaj pa iz preteklosti, kaj mi je bilo najbolj všeč? Najbolj všeč absolutno so te motivacijske delavnice, ne? Se pravi, motivacijski govorci, ki nas krepijo našo osebnostno rast. Potem pa tudi izobraževanja strokovna. V preteklosti smo že gostili zelo raznolike predavatelje. Veliko poudarka smo dajali tudi na slovenščini, kjer nas je naša donatorica znanja Irena Potočar-Papež večkrat poučila o določenih jezikovnih orehih in bo verjetno to tudi enkrat kmalu v prihodnosti zopet storila in nas poučila, ker tudi vemo, da lepa beseda vedno lepo mesto najde in mora biti tudi prav napisana. Potem finance. Imeli smo tudi predavanja že s financ, ki jih je vodila naša članica, ki je delala več let v bančništvu in v bistvu nekako nam je zelo približala finance na način, ki je slišan, ne? Se pravi, finance so neko področje, ki ko slišimo, si rečemo, joj, ne, spet o financah, ne, ampak ja. Je pomembno področje. Je pomembno področje in če je tisti, ki nas o tem poučuje in nam pripoveduje, da nam predstavi to tudi na tak način, da ga razumemo, so tudi finance lahko zelo slišana tema in tudi izjemno uporabna, predvsem pa tudi zdaj v teh časih negotovih, ki so in ki prihajajo, je vedno dobro imeti nekako nadzor nad osebnimi financami. In seveda tudi informacije iz tega področja. Tako. Vem, da boste na dogodku podelili tudi kar nekaj nagrad. Tako je. Mogoče omenima eno tako večjo, ki bo, a ne? Zdaj, trenutno res taka velika, lepa nagrada je glamping in sicer v Grčevju, ki ga donira naš dolgoletni podpornik Matjaž Pavlin. V bistvu oni imajo zidanice Škatlar, zelo na lepi lokaciji. Obiskali smo jih že, imeli tam sestanek in to je res v takem naravnem okolju. Tako da zdaj še ta glamping, mislim, da tisti, ki bo to nagrado prejel, bo res izjemno vesel. In seveda bo tudi veliko manjših nagrad, ampak veliko manjših, naj ostane to malo tudi skrivnosti, ne, za udeležence in udeleženke dogodka. Tako. Maja, medve se bližava koncu najnega pogovora, vaša sklepna misel? Ja, izobražujte se, izpopolnjujte se, pridružite se našim aktivnostim, kajti ves čas rabimo zagon, motivacijo in tudi moramo občasno stopiti izven cone udobja, se dopolnjevati, izpopolnjevati, da potem lahko rastemo tako na osebnostnem področju, kot tudi na poslovnem področju. Maja, hvala za vaš obisk, za vaš čas. Želim seveda uspešno izvedbo dogodka in da se še kdaj srečava. Seveda, hvala tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, mi pa gremo na glasbeni premor. Čega ne bomo danes mi tukaj spet. Rastemo skupaj v nebo, z glavami visoko smo se objeli. V zraku plavamo, na soncu je toplo, tudi če zaide se vrnil bo nazaj. Svetlejši kot je zdaj, da zameti novo iskrico. Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Najžari, smeh je v naših očeh in solze so na tleh. Kaj ni lepo, ljubezen, ki med nami je neugasneni dar.
noč veša od vseh vetrov, če nas odnese, nam pokaže pot domov. Smo na oblaku večnega. Rešili svet, na tak večer spodobi se radi med. Magija je okoli nas, ker smo zbudili vsi v en glas. Ko ni več besed, ostane le razgled, jutranji tišini rdeče svežih lic. Takrat slišim klic, vidimo se, ko bo čas za to. Svet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Svet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Svet bo zagorelo na dnu srca. Bomo rešil svet, svet, bomo rešil svet, svet, bomo rešil svet. Danes smo zelo navdušeni, saj se nam je v studiu pridružil poseben gost, ki nas bo popeljal v svet edinstvenega okusa. Pri nas bi jaz rekla, da je to že kar tradicionalna jed. Z nami bo podjetje Blagovna znamka, za katero verjamem, da jo vsi poznate, saj je osvojila srca mnogih. Najbolj sem navdušena pa nad tem, ker smo se odločili skupaj, da pripravimo za vas res posebno poletno nagradno igro. Torej, kaj to bo, nam bo zaupal gost, ki prihaja iz Burek Olimpije, Jernej Tomazin. Dobro jutro in dobrodošli. Dobro jutro, hvala za povabilo. Hvala za vaš odziv. Tako kot sem rekla, vaša znamka je osvojila srca mnogih, a ne? Gre za eno tradicionalno jed, ampak zaupajte nam, kakšna je bila vizija na začetku, ob samem začetku podjetja? Se pravi, blagovna znamka Burek Olimpija je na slovenskih tleh prisotna od leta 1979. Se pravi, začela se je na Bavarskem dvoru, kjer je tudi še danes poslovalnica. Dodali smo v zadnjih letih še 2 dodatni poslovalnici v samem centru Ljubljane, na Rimski cesti pa zraven Kino Šiške, ampak ta izhodiščna je bila na Bavarskem dvoru, kjer je bil cilj in vizija Burek Olimpije narediti najboljši burek na svetu. Ali nam to ratuje ali ne, moje osebno mnenje je, da ja. Odzivi strank so tudi zelo dobri. Tudi odzivi danes naših sodelujočih v studiu, a ne? Tako, ekipa je tudi bila navdušena, tako da bo treba poskrbeti tudi za malco. So pa imeli v tistih časih izjemno dobro izhodišče. Stara receptura iz leta 1923, se pravi letos bomo praznovali 100 let tega izjemnega recepta za burek, ki se še vedno ohranja ista. Se pravi, z najboljšimi možnimi sestavinami, lokalno pridelanimi, eko in tako naprej. Tako da nekak vizija, ki je bila takrat in je še tudi danes, je ta, da pač je kvaliteta tisto prvo merilo, ki je na naši agendi, in to ohranjamo. Upam, da to tudi še dan danes. Ja,
in to upam, da tudi prepoznajo naše stranke in ljudje okoli nas. Torej, nekako sva skozi sedaj to prvo vprašanje odgovor povedala, ne, da gre za burek. Jaz sem omenila, da je to nekako že tradicionalna jed tudi pri nas v Sloveniji, ampak iz kje izhaja burek? Burek sicer originalno prihaja iz Turčije, je pa to dosti tudi na Balkanu smo jo posvojili in marsikdo tudi misli, da je to, se pravi, prihaja iz Bosne, kakorkoli tudi v Bosni pravijo, da je burek samo mesni. Pri nas so bureki vsi, tako sirni, pica in mesni. Dodajamo tudi na vsake toliko kakšen nov okus, sprobamo, če imamo, eksperimentiramo, če imamo kakšen navdih, v kakšno akcijo naredimo, tako kot smo jo zdaj nazadnje v sklopu Tour de France, kjer smo vsi upali, da bo Pogačar zmazal Danca. Žal ga ni, smo pa mi potem dodali eno sestavino, ta elitni danski sir v naš burek, pa da smo potem vsaj na tak način zmazali kakšnega Danca. Vem, da nam ne boste zaupali, kaj so tiste ključne sestavine, ki delajo burek tako edinstven, ampak katere pa so tiste najpomembnejše sestavine? Ker verjamem, da nas gleda veliko gledalk, ki bo zdaj probalo to narediti doma, ne? Ja, absolutno, zelo je pomembno testo, to je ogrodje vsakega bureka, potem pa odvisno, kater burek pripravljamo, se pravi sir, skuta, potem pri pici je tudi še šunka, pri mesu je mleto meso. Tako da to so ta ključne sestavine. Potem so pa še razne detajli, ki potem delajo ta burek tako poseben. In način priprave. Testo delate sami? Kako? Testo delate sami? Ja, sami in predvsem, kar je pomembno, ročno. Se pravi, ekipa, ki se je formalizirala skozi leta in ostaja ista, kar je zelo pomembno. Tudi če pride zaradi povečanega obsega dela nekdo nov, je ta prenos znanja oziroma da osvoji vse to, kar je pomembno za pripravo najboljšega bureka, dolgotrajen proces. Ne uporablja se nobenih bližnjic pri pripravi bureka, se pravi vse ročno delano in to tudi mislim, da na koncu se odraža pri končnem izdelku. Torej ni samo mesni, a ni mesni tisti, ki je glavni? Tako sem prebrala in pravijo. Verjamem, da se bo veliko gledalcev strinjalo z vami, da je samo mesni tisti, ki je burek. Pri nas ne delamo razlik. Pri nas bolj mogoče delamo razlike, v katerem delu dneva je pri nas določena vrsta bureka najbolj zaželjena. Se pravi, mogoče v jutrnjem času sirni in pa jabolčni, to sem prej pozabil omeniti. Potem mesni je recimo neka stalnica tekom celotnega dne, po noči pa poleg mesnega še tudi zavlada pica burek, ki je v bistvu prvi burek, pica zvrst bureka, ki smo ga pripeljali v Ljubljano, takrat, ko so odpirali poslovalnice. Torej vidite, da ni samo tisti mesni, ki je glavni, so tudi drugi. So tudi drugi, ki so, bom rekel, prva izbira pri določenih skupinah ljudi. Zdaj pa, če primerjava, kateri je tisti, ki se ga največ poje? A imate te podatke? Nekako so top 3, tako kot bi verjetno že sama pravilno predvidevala, se pravi sirni, mesni, pica. Je pa mogoče tista konstanta, tako kot sem rekel, čez celoten dan mesni. Na koncu, ko pa potegnemo številke, moramo vedeti, da v vseh teh letih smo prodali čez 5 milijonov burekov, kar je ogromno. To je res velika številka, ja. Tako kot sem rekel, več kot 5 milijonov, pa vsak od njih je bil ročno narejen, pa noben od njih ni bil zmrznjen. Tako da to je nekaj, na kar smo lahko ponosni. In še naslednjih 5 milijonov bo narejenih isto. Na isti način. Pa še eno posebnost imate, vaši so v tej prvotni obliki, kot mora biti, ja, ne? Tako, v trikotnik obliki vidimo, da je vedno več burekov narejenih na principu, tako kot štrudel recimo. Mi ohranjamo to obliko, se pravi, delamo bureke v teh tepsijah, se reče, to je okrogel pladenj z stranicami, potem ko se ga da ven iz pečice, se razreže na četrtine in potem pride trikotna oblika,
bureka. Kaj pa še zraven bureka? Najbolj pa še jogurt. Je pa čisto odvisno, v katerem delu dneva, ampak jogurt je tudi zelo najbolj popularen pri nakupih bureka. Veva, ne, da moška populacija bi rekla še kaj drugega, ampak ostaniva pri jogurtu. Ne? Tako. Na začetku sem omenila, da je vaša blagovna znamka osvojila srca mnogih, ampak dajte povedati, kako vam je to uspelo? Ne? Ker vseeno imamo poplavo vsega na trgu, veva, ne, burek je prepoznal, ampak vseeno. Kakšna je bila ta pot? Ja, se pravi, izhodišče je bilo odlično. Se pravi, dober produkt, ki je res osvojil že po defaultu srca mnogih, je pa bilo potrebno na neki točki stopiti v korak s časom. Tukaj predvsem mislim ta poplava na trgu, zasičenost z vsemi podatki in potrebno je biti drugačen. In sploh ta prelomnica je bila v letu 2016, ko smo rekli, ko je bila ta poplava na digitalnih omrežjih, ko je vsako podjetje se zavedalo, da mora biti prisotno tudi na online. In takrat smo začeli čisto manjša skupina entuzijastov, ki je verjela v ta produkt in še danes verjame, da je to najboljši burek, začela nekako slediti trendom, kaj hitro pa tudi začela narekovati. Na eni strani se zavedamo, da delujemo v okolju, ki nas podpira, v lokalnem okolju, in po drugi strani se zavedamo, da moramo tudi vračati v to okolje, od ljudi za ljudi, ker edino tako lahko dosežemo določeno stopnjo sinergije. In nismo imeli neke strategije. Ogromno ljudi nas vpraša, kakšna je vaša strategija? Težko sploh rečem, da imamo mi strategijo narejeno za pol leta vnaprej. Mi delujemo instinktivno, kaj se dogaja okoli nas, probamo odreagirati čim bolj človeško, pomagati ljudem, če prepoznamo oziroma če vidimo, da naša pomoč nekomu kaj olajša. In tako smo začeli. In parkrat nam je zadeva ratala viralna. Nobenih budžetov ne dajemo v noben marketing, se pravi, predvsem na teh družbenih platformah, Facebook, Instagram, dosegamo pa resnično neverjetne rezultate. Samo če izpostavim zgodbo z Rogličem in Mitjo, ki ga je v ključnem trenutku pomagal potisniti, ko mu je padla veriga iz kolesa. Takrat smo dosegli čez 1 milijon ljudi na družbenih kanalih brez vloženega evra. Vendar takrat je bilo potrebno to odreagirati. V trenutku. Akcija, reakcija. Akcija, reakcija. In na tak način delamo še danes. Čeprav nam mnogi ne verjamejo in si mislijo, da imamo strategijo že za leta naprej, ampak naša strategija je delati najboljši burek in pa biti kar se da odziven v okolju in pa pomagati okolju, ki itak potem tudi vrača. Ampak nek trenutek je bil, ki ga vi po moje štejete, da ste postali prepoznavni, da so vas začeli omenjati, da hodijo k vam. Nek trenutek je bil ta prelomen v zgodovini obstoja blagovne znamke. Ja, predvsem na začetku je šla ta, bom rekel, zadeva od ust do ust. Se pravi, govorilo se je, da na burek se mora pa iti k Burek Olimpiji. Se pravi, mi nismo nikoli dodajali drugih produktov, recimo hamburgerjev ali pa karkoli, da bi zadostili čim večji številu ljudi. Recimo pride skupina ljudi na burek, pa mogoče ne bi vsak burek jedel, pa bi mogoče kdo kebab, hamburger. Mi smo striktno ostali pri bureku in fokus imamo še dan danes na bureku. Torej ne boste nikoli ničesar dodali zraven ponudbi? Tega ne moremo reči, ampak fokus bo pa vedno ostal na bureku, ker s tem se je zgradila blagovna znamka Burek Olimpija in s tem bo tudi obstala. Je pa par prelomnic, ki so se zgodile, je bil, če govorimo zdaj na digitalnih omrežjih, recimo je en primer, ko je fant dobil v času covida kazen, ker je jedel burek v centru Ljubljane, se pravi na prostem,
dostavljal je hrano ljudem, ki si jo niso mogli pobrati, in takrat se nam je zdelo, da kot študent si bom mogoče pa težko privoščil to kazen, in pač smo mi naredili iskalno akcijo, da če je jedel naš burek, mu z veseljem pokrijemo to kazen. In ta akcija je ratala recimo ena izmed viralnih. Potem takoj naslednja je bila burek za frenda. Ta je imela zelo močno dobrodelno noto. Tako. Se pravi, cilj oziroma poslanstvo te akcije je bilo, da tisti, ki pride k nam na burek in pa ima mogoče še za en burek, reče, da recimo sebi vzame burek in reče pa še en burek za frenda. Se pravi, plača 2 bureka, dobi enega. In ta en burek ostane tam za nekoga, ki pa si ga ne more privoščiti sam, pa pride v poslovalnico in samo z geslom burek za frenda dobi burek za ston. Se pravi, tukaj smo sprožili neko verižno reakcijo med ljudmi, ki si privoščijo lahko več burekov, pa med ljudmi, ki si tega ne more. Tukaj smo največji doseg doživeli pol pri brezdomcih, ki si res, Tako ne morejo ki so privoščiti prepuščeni sami sebi. sami a ne? sebi. In zadevo smo naredili kar se da diskretno, ker vemo, da se ljudje, ki živijo v težkih socialnih okoljih, ne želijo izpostavljati, kakor bi mogoče na prvo žogo ljudje mislili, pa da je bilo to zadeva čim bolj diskretna, in tudi nismo želeli obesiti tega na zvon. Je pa potem ta akcija medijsko in med ljudmi ratala izjemno prepoznavna, tako da se je več tisoč burekov zbralo in še danes se jih zbira in še danes ta akcija poteka. Torej, aktivnost še vedno poteka. Tako. Vem, da se udeležujete zelo veliko oziroma organizirate veliko dobrodelnih akcij. Je to del vaše zgodbe tudi v prihodnje? Absolutno. Mi želimo, kot sem že prej omenil, delovati in pomagati v okolju, v katerem mi delujemo. Ni zdaj to glavno vodilo Burek Olimpije. Glavno vodilo Burek Olimpije je delati vrhunski burek in pač vedno svež, ročno narejen in tako naprej. Je pa nekaj, če lahko pomagaš, zakaj ne. In tukaj bomo pomagali, na kakšen način v prihodnje ne vemo, ker resnično vse naše dobrodelne akcije oziroma akcije z dobrodelno noto ratajo instinktivno in tukaj ne želimo obešati tega na veliki zvon. Pač želimo pomagati, nismo pa tukaj, da bi se s tem hvalili ali pa karkoli. Midva sta tukaj zato, a ne, da predstavijo zgodbo, tako da popolnoma razumljivo, da ni to hvaljenje, ampak nekako, da spodbudimo mogoče tudi nekoga na drugi strani, ki sedaj gleda, ima to možnost in da pristopi zraven, a ne. Živimo zelo takih spremenjujočih časih, veva oba, a ne, niso lahki in nekomu lahko na ta način pripomoremo. Tako da mogoče še kako tako aktivnost dobrodelnosti iz preteklosti izpostaviva, pa se nekomu poredi še kakšna dodatna ideja, a ne? Ja, recimo ena v luči odhajajoče valute kuna v sosednji Hrvaški je bila ta akcija Burek kuna. Se pravi, vemo, da ogromno Slovencev sploh zdaj v tem času hodi na morje v sosednjo Hrvaško in da se je še marsikje stikale kakšne kune po kakšnih žepah, kopalkah ali pa v denarnici, in namesto, da bi šel na banko zamenjati 50 kun za evre, si šel lahko v bistvu v naše poslovalnice Burek Olimpija in za 23 kun dobil burek. To v bistvu ni bilo plačilo bureka, ker valuta ni več obstajala in valuta ni veljavna. Je pa bilo to kot neko blagovna menjava, se pravi kune za burek. Se pravi, in potem vse te kune, ki so se zbrale, in bilo jih je izjemno veliko, je se pravi podjetje Burek Olimpija podvojilo število prodanih burekov oziroma menjenih burekov za kune in ves izkupiček namenilo v socialne namene, a ne, socialno šibkim družinam, tako da to je bila še ena taka večja akcija. Kakor pa ste omenili,
mi že po defaultu mislimo, da Slovenci, ko je potrebno, znamo stopiti skupaj. To se je pokazalo v vrsto naravnih katastrofah, nesrečah. In, Jih imamo tudi zadnje dni, a ne? Veliko po Sloveniji. Tako, in vidimo lahko, kako ljudje stopijo skupaj. In mislim, da se ni bati za ta doprinos vsakega posameznika v naši družbi. Je pa res, da lahko, če lahko, pa lahko še dodatno pomagamo, pa da živimo še v boljšem svetu oziroma v boljšem jutriju, pa zakaj pa ne, ne? Kdo je pri vam ta kreativni vodja, ki poda idejo, ne vem, predvidevam, da potem to skupaj skomunicirate, imate brainstorming, a ne? Vseeno, ideje kar nekaj, ki jih je potrebno izpeljati. Ideje veliko, še veliko je kako bi rekel, idej, ki še niso prišle na plano, pa mogoče ob kakšni priložnosti bodo. Kot sem že omenil, skupina posameznikov, 2 do 3 aktivneje vključenih, ki se ogromno pogovarjamo in preko pogovora tudi največ idej zgeneriramo. V bistvu je del našega vsakdanjika Burek Olimpija. To nam ni zdaj neka služba od 7 do 3, od 8 do 4, ampak pač živimo z blagovno znamko, razmišljamo o njej 24/7, tako kot smo odprti 24/7, tudi razmišljamo o njej in ideje potem pridejo. Če si ti nek entuzijast, verjameš v produkt, verjameš v zgodbo, ni straha, da ideja ne bi bila zgenerirana. Kako pa zagotavljate vsakodnevno kakovost izdelkov? Kakšne standarde imate pri vas v poslovalnici? Na najvišjem možnem nivoju, se pravi v delavnici v Ljubljani. V tem navalu vedno večjega povpraševanja po naših burekih smo seveda začeli tudi širiti ekipo mojstrov, ki pač to delajo. Tako kot sem že rekel prej, ta prenos znanja in da se oni pridajo v korak z drugimi, ki že delajo vrsto let pri nas, je dolgotrajen proces, pa vendar ga moraš enkrat začeti, če želiš, da bomo zadostili vedno svež burek na police naših poslovalnic. In tako kot sem že rekel, preko 5 milijonov prodanih burekov, pa noben od njih do sedaj še zmrznjen. Delavci so na voljo, tudi oni 24/7. Če vidimo, da je preko noči se ogromno burekov prodalo, primer je bil v Stožicah kakšen koncert, vse to se že malo pripravimo, malo že vemo kdaj pa kako, ali pa Hala Tivoli v neposredni bližini, ampak če slučajno vidimo, da je začelo primanjkovati, so delavci vedno na razpolago, mojstri, in se vstanejo in naredijo dodatne bureke. Ker vi ste samo v Ljubljani, a ne? A razmišljate recimo, da bi prišli, težko rečemo v Maribor, a ne? Vemo vsi, pa tudi za Maribor je bila že ideja. Ampak recimo, da predlagamo Novo mesto, glede na to, da so danes tukaj v Novem mestu, a ne? Ja, idej, pobud je bilo že ogromno. Pa ne bom rekel, da nismo o tem razmišljali, je pa kar tako. Če želimo, nekak fokus nam je, da zasledujemo kvaliteto. In vemo, da ko enkrat začnemo širiti zadevo, sploh izven kraja, kjer imamo, bom rekel, bazo, se pravi z delavnico in vse to, potem lahko hitro zgubiš fokus na kvaliteti, ker ti logistika začne predstavljati velik del tvojega poslovanja. In če želiš imeti dnevno svež burek in tako naprej, moraš te osnove za to imeti poskrbljene oziroma urejene. Tako da verjetno je Novo mesto en izmed krajev, ko bi, če bi se odločili, verjetno, da bi bili ta prvi na vrsti, da pridemo tukaj, zato ker je ogromno naših strank in obiskovalcev ravno iz Novega mesta. To opažamo in ogromno
podpornikov, ki nam sledi in na družbenih omrežjih in z privat sporočili prihaja iz Novega mesta. Tudi sam sem doma iz tega okoliša, tako da če bo treba dvigniti roko za Novo mesto, jo bom jaz. Mislim, da je danes kar veliko rok sedaj v zraku za Novo mesto. Prišla smo zdaj do naše velike poletne nagradne igre, ki jo bomo zapeljali takoj po oddaji oziroma bolj pač po oddaji na naši Facebook strani televizije Vaš kanal. Dajva zdaj povedati najprej, kaj bo ta nagrada te velike poletne nagradne igre. Ja, se pravi, v sklopu nagradne igre bomo omogočili 2 osebama brezplačen burek za celoten mesec. To bomo še sporočili, kdaj pa kako. Ampak ja, to je ta osnovna ideja, se pravi, da so lahko cel mesec pri nas na free bureku in tudi jogurtu. Tako, 2 osebi vsak dan k vam na burek po lastni izbiri, tako da jaz mislim, da navdušenje je veliko, tako da mi po oddaji objavimo nagradno igro na strani Facebook televizije Vaš kanal. Pač sodelujete, da pokomentirate pod objavo, mi bomo nagrajenko ali nagrajenca razglasili 15. septembra v petkovem jutru. Tako da časa je dovolj za sodelovanje, midva pa bova seveda v tisti oddaji tudi izžrebala nekoga, takrat bo tudi zraven za malco burek, tako da jaz verjamem, da bo odlično in super. Prej sva govorila še o okusih, jaz verjamem, da vsakodnevno dobite od strank veliko predlogov glede okusov. Mogoče kakega izpostaviva, enega takega, ki se vam še zdel neverjeten, da bi ga umestili zraven v ponudbo. Ja, so pa bili res ideje neverjetne, od makovega bureka do orehovega, to je bilo bolj v času velike noči, pa do pistacijevega, tako da idej je ogromno tudi na tem področju, tako da mogoče kdaj dobimo kakšno inspiracijo, pa pripravimo ekskluzivno ali pa omejeno število burekov, pa probamo, če bo tudi na tem področju. Ali pa lahko recimo burek TV Vaš kanal, recimo. Takrat v času... Katera bi bila glavna sestavina? Bova še pa to razmislila, bova vprašala ekipo, ekipa bo ziher imela idejo, Dobro. Tako, evo, je že bilo borovničke. V redu. To bi šlo, Bi šlo. Super. V glavnem, bližava se koncu, mogoče še kakšne, kaj planirate v prihodnosti? Pa zasledovati cilje, vizijo, ki jo imamo že od leta 1979, delati od ljudi za ljudi, najboljši burek in pa seveda podpirati lokalno okolje, v katerem delujemo in pa pomagati na nek način tudi ljudem, ki so pomoči potrebni. Tako, jaz se že veselim, naslednjič, ko se srečava, ko izžrebamo našega nagrajenca ali nagrajenke, ki bo cel mesec hodil k vam na burek. Tako da hvala za danes. Drage dame, spoštovani gospodje, hvala za vašo pozornost. Ne pozabite na našo nagradno igro, ki poteka na Facebook strani televizije Vaš kanal vse do 15. septembra. Do prihodnjega petka. Vse dobro, vse lepo in lep vikend.